Novi zakon od 1.10. naprej omogoča vsem voznikom, ki že imajo te kazenske točke, najmanj 5 kazenskih točk in ne več kot 17, ker 18. točka že pomeni odvzem vozniškega oziroma prenehanje veljavnosti, da lahko sami pridejo na svojo pobudo, na lastno željo ali iniciativo na izbris teh kazenskih točk. Seveda, to je poseben program, ki vsebuje 3x po 4 ure teoretičnega dela plus en dan vadba varne vožnje. To je to dodatno usposabljanje za izbris. Na čem je poudarek pri tem usposabljanju, kaj bodo vozniki tukaj izvedeli, kaj jim boste pokazali? No, v samem teoretičnem delu je tisti velik poudarek na poznavanju dinamike avtomobila, predvsem na vse te vplive, ki vplivajo potem pri vožnji v poslabšanih razmerah, kako se avtomobil obnaša, zakaj se tako obnaša, kje je pomembnost pnevmatik, predvsem pa razumevanje samega voznika, prepoznavanje v nekih nevarnih elementov, vseh tistih nevarnosti, ki jih na cesti lahko sreča. Seveda vmes je tudi psihosocialni del za izboljšanje odnosov na cestah in seveda razumevanja tudi samega pomena pravil vožnje in na koncu seveda vadba varne vožnje, ki pa vsebuje to, kar so prej v teoretičnem delu poslušali, potem praktični preizkus vsega tistega, da potem tudi inštruktor res verjamejo, da kar jim je povedal, da to drži in tako spoznajo tudi svoje zmožnosti in zmogljivosti ali pa sposobnosti obvladovanja svojega avtomobila in pomen pnevmatik v teh izredno poslabšanih razmerah, ki jih pripravljamo na tem našem poligonu tukaj na Vranskem. Ste od 1.10. morda opazili kakšno povečanje zanimanja za opravljanje tega tečaja? Ni bilo kakšnega posebnega povečanja obiska, vendar je bil pa že pred tem povečan interes oziroma informacije, kako to opraviti, tako da pričakujemo na nadaljevanju, da bojo ljudje se bolj odločali za to, da se pripravijo in na ta način nekako svojo vožnjo tudi na ta način lahko rečemo, umirijo, spoznajo vse to in hkrati tudi izbrišajo te kazenske točke. Kakšni vozniki smo Slovenci, se kultura vožnje v zadnjih letih kaj izboljšuje? Ja, kultura vožnje se izboljšuje. V zadnjih parih letih, lahko rečem v zadnjih 5 letih se je zelo zvišala ta kultura, tudi zavedanje. Ljudje so začeli razmišljati, dosti je govora, tako v medijih, tudi v teh odmevnih prometnih nesrečah, ki je bilo ogromno mrtvih, tudi to je en tisti del, ki prinese tega zavedanja, da se moramo zavedati, da smo ogroženi na cesti in seveda hitrost oziroma upoštevanje pravil vožnje je tisto zelo pomembno, hkrati za to kulturo vožnje. Tudi ko se vozimo po cesti, vidimo sami lahko, da so se hitrosti tudi na avtocestah umirile in to je že en znak, ki pa nam lahko prinese povečano varnost. Tudi stanje cest se izboljšuje, kljub vsemu ceste so en dejavnik, vozilo je drugi dejavnik, tretji dejavnik je voznik in seveda, da se vse te trije dejavniki uspešno pokrijajo in sodelujejo med seboj, potem je varnost zagotovljena.